Meghan Kelly izgublja sledilce, potem ko je napovedala, da popolnoma podpira muslimanskega volivca v muslimanski gledalski bazi. Ljudje, res je žalostno, ko odrasli v medijih pozabijo, da si internet zapomni vse. Spomnite se, kako je Meghan Kelly pred nekaj meseci zavzela močno stališče in rekla, da se moramo boriti proti islamskemu prevzemu. In zdaj to kar naenkrat praznuje. Groza, to je res ogabno. Poglejte si to za trenutek, to je iz Nate Livingstone Milk Bar TV. Je naključje, da Meghan Kelly vsak dan izgubi povprečno 1000 naročnikov, v zadnjem mesecu pa jih je izgubila 30 000 in zdaj ima kar naenkrat novo naklonjenost do islama in njegovega številnega občinstva. Ne, to ni presenečenje, ker ti ljudje nimajo morale. Zanima jih dobesedno samo njihova gledanost. In to zdaj opažajo. Najboljše, kar lahko narediš, je, da postaneš del tega novega levičarskega kulta, ki se pretvarja, da je desničarski. Ki tam zunaj podpira in prilizuje islamistom, ker razumejo, da jih je veliko, in islamisti obožujejo vsakogar, ki javno reče, islam je čudovit. In zato spreminjajo pristop in taktiko. Iskreno, to je patetično. Seveda je nekako uspel ugotoviti, da je zdaj za vse kriv Izrael. To je Izraelov problem. Judje so jo manipulirali. Poglejmo, zakaj je ves ta hrup, ker res, to je prava zmešnjava. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite se naročiti. Še pomembneje pa je, da podprete ta video, da lahko razširimo sporočilo. Da ljudje nehajo zaupati tej psihotični ženski, za katero preprosto nimam drugih besed v tem trenutku. In ker nimam pravih besed, sem se odločila, da uporabim čudovite misli Davea Rubina o tem. Tukaj želim biti res previdna pri izbiri besed. Kakšna dvolična, zlobna prasica je postala. In ja, Dave ima prav. Poglejmo si ta video, zaradi katerega vsi ponorevajo in se spomnimo, zakaj se je Meghan Kelly zavzemala še pred nekaj meseci, preden je začela izgubljati gledalce v prid psihopatom. Ko je rekel, da mu je žal, da je podprl Trumpa, da obžaluje in da čuti, da se mora oddolžiti. In njegova oddaja gre dobro. Ni tako, da bi mu primanjkovalo občinstva, ampak mislim, da razume, da je tukaj morda nekaj novih poslušalcev. Veš, v zadnjem času je postal zelo priljubljen. Prebrala sem, da ima veliko muslimanskih gledalcev, ker zagovarja islam. Veš, in moram ti povedati, Mark, to sem opazila, odkar sem začela bolj jasno gledati na Izrael. Veliko protimuslimanske retorike, ki kroži, izvira od ljudi, ki so zelo proizraelski in nekako potrebujejo, da demoniziramo muslimane. In nedavno sem si ogledala svojo lastno retoriko glede tega in se vprašala, ali sem bila manipulirana. Prepričati se moram, da nisem manipulirana. Mislim pa, da ima veliko muslimanskih gledalcev, ki se zgrinjajo k njemu. Vem zagotovo, da ima veliko mladih moških, ki se zgrinjajo k njemu. Tako da, čeprav je morda izgubil del občinstva Fox News, ki je zelo proizraelsko in, veste, pro-Trump, in o Trumpu ne smeš reči nič slabega. Za vsakega, ki odide, je tu nekdo nov, mlajši iz občinstva, ki si želi slišati, da se te tradicionalne poglede izziva in želi slišati nove, neodvisne misli. Mislim, da nekaj od tega doživljam tudi sama, takrat pa verjetno 10-krat bolj. Ta vsebina mi dobesedno povzroča slabost. Ste že kdaj slišali za nekoga, ki bi se bolj prilizoval islamskemu pogledu kot to? Poglej, mislim, da smo morda bili zmanipulirani strani proizraelskega lobija. Kakšno naključje, da ljudje so logični in lahko jasno vidijo, razumejo, da Izrael ni sovražnik, ampak so to islamisti. Ti dve stvari sta povezani in moram se vrniti nazaj ter pregledati svojo retoriko in reči, mogoče sem bila zmanipulirana. Nočem biti zmanipulirana, še posebej zdaj, ko vidim, da ima takar tako čudovito novo občinstvo, ki se mu pridružuje, ker je postal prilizovalec islama. In zato mogoče bi morala tudi jaz to narediti, ker izgubljam celo svoje občinstvo. To je tako ogabno. In ja, ona si nenehno spreminja mnenje. Ker vas bom spomnila na ta čudovit video z njo izpred le nekaj mesecev. To me res razjezi, resnično razjezi. Islam ni skladen z vrednotami Amerike in Zahoda. Ostati bi morali v državah, kjer jim ni mar za ločevanje cerkve in države. Ostati bi morali v državah, kjer jim ni mar za zaščito svobode govora. Res je, prav to bi jih moralo skrbeti, o tem bi morali razmišljati.
Oprostite, to je eden od razlogov, zakaj nisem šla povsem do konca in kritizirala Meghan Kelly, ker sem si mislila, veš kaj, vsaj vidi, da se borimo proti istemu sovražniku. Morda se moti, ko misli, da je Izrael res tisti, ki manipulira, ampak vsaj razume, da je islam problem. In povem vam še tole. Mislim, da smo trenutno v nekakšni eksistencialni krizi, kar pomeni, da se bom povezala z dobesedno komerkoli, tudi če se z njimi odločno ne strinjam glede določenih stvari, če vidijo, da je pravi problem tukaj tisti, ki ga je treba rešiti. In mislim, da je to povsem legitimno stališče. Lahko najdeš nekoga, s katerim se v marsičem ne strinjaš, pa se vseeno pogovarjaš z njim, če najdeš eno stvar, ki jo imata skupno. In vendar je ta ženska, ta dvolična kurba, kot jo je zelo elokventno opisal Dave Rubin, to je bilo njeno stališče. In zato sem si mislila, veš kaj, prav naj bo. Ne maram je. Mislim, da nima prav. Mislim, da ni v redu. In mislim, da je obsedena s tem, da jo ljudje opazujejo. In to se mi zdi preprosto žalostno, ker pomeni, da se boš odpovedala svoji morali. Jaz pa rada gledam ljudi, za katere vem, da stojijo za svojo moralo in ne popuščajo. Ampak tole, tole. Ostati bi morali v državah, kjer jim ni mar za pravice žensk. Tam se lahko islam razrašča in širi. Super je. Mislim, če ti je to všeč in te ne moti pohabljanje spolovil, potem bi ti bilo verjetno res všeč živeti v islamski državi. Če ti ni težko živeti kot ženska, kjer moraš imeti pokrito vsako ped telesa razen oči, potem bi ti morda Bližnji vzhod ustrezal. Meni to ni všeč. To ni nekaj, kar bi bilo Ameriki blizu. In to ni nekaj, kar bi si morali želeti ali spodbujati na Zahodu. Mislim, da razume. V redu. To je bilo januarja, februarja, marca, aprila. Pred 5 meseci je ta ženska imela zelo zgovoren monolog, v katerem je rekla, da to ni združljivo z Zahodom. Če vam je všeč pohabljanje spolovil, pojdite v Afganistan. Ne prihajajte sem. Zelo preprosto, zelo enostavno. In vsi smo si mislili, v redu, Meghan, grozna si oseba, ampak imaš prav. Zdaj pa opomnik, na kaj je spremenila svoje mnenje v 5 mesecih, spet v kontekstu tega, da dobesedno izgublja 1000 naročnikov na dan. Morda je tukaj nekaj novih poslušalcev. Veste, v zadnjem času je postal zelo, zelo priljubljen. Pri muslimanskih gledalcih je priljubljen, ker je zagovarjal islam, veste? In moram ti povedati, Mark, to je nekaj, kar sem opazila, odkar sem postala nekoliko bolj realistična glede Izraela. Veliko protimuslimanske retorike, ki je prisotna, izvira od ljudi, ki so zelo, zelo proizraelski in nekako potrebujejo, da jih demoniziramo. In nedavno sem si ogledala svojo lastno retoriko glede tega in se vprašala, ali sem bila manipulirana. Želim se prepričati, da nisem manipulirana. Islamofobija ne obstaja. Ne samo, da imate pravico, da se, kot pravijo, bojite islama. Jaz bi celo trdila, da je vaša dolžnost kot kristjana, da se temu uprete in borite proti temu. Ima veliko muslimanskih gledalcev, ki se zbirajo okoli njega. In tako je morda izgubil del občinstva Fox News, ki je zelo, zelo proizraelsko in veste, pro-Trump. In o Trumpu ne smeš reči nič slabega. Za vsakega, ki odide, je tu nekdo nov, mlajši iz občinstva, ki si želi slišati, da se te tradicionalne poglede izziva in želi slišati novo, neodvisno razmišljanje. Mislim, da tudi sama doživljam nekaj od tega. To ni v skladu z vrednotami Zahoda ali Amerike. In zato nimaš nobenega problema. Ne bi smela imeti nobenega problema, da se temu upreš. Islam. To je tako ogabno, odvratno in ponižujoče prilizovanje islamističnim volivcem v upanju, da če bo samo stopila naprej in naredila to, kar naredi Tucker Carlson in rekla: Živijo, ja, pridite me gledat, tako sem anoreksična, raje me glejte vsi, pridite, sem lepa. Imam popolnoma naličen obraz in izgubljam sledilce. Zato bom naredila točno to, kar je naredil Tucker. Prilizovala se bom. Vam in popolnoma izgubila svojo. Moramo prednost. Prednost, zaradi katere sem sploh dobila svoje volivce. Če misli, da ji bo to uspelo, Meghan Kelly, potrebuješ boljšega stratega. Potrebuješ nekoga, ki ti bo povedal resnico. In vsem tistim popolnim bedakom tam zunaj, ki pravijo, opažamo, da protiislamska retorika prihaja iz proizraelskega lobija. Ja, ker ima proizraelski lobi odprte oči in lahko vidi, kaj se zgodi, ko dovoliš islamski prevzem. Imate pokole in pokoli nam niso všeč. Zato morda ljudem govorimo: Živijo! Pazi, pokol prihaja k vam. Ker, verjeli ali ne, obstajajo ljudje, ki cenijo stvari bolj kot svojo gledanost. Ki menijo, da je morda reševanje ljudi pred umori ali pohabljanjem
pomembnejše kot izgubljanje sledilcev. Ja. In govorim seveda o ljudeh, kot je Ben Shapiro, in o tistih, ki zavzemajo stališče. Očitno Ben Shapiro objavlja, da bi dobil klike, in objavi to, kaj ne? Pojdi lovit klike, na kar odgovori Meghan Kelly, misleč, da je tako pametna. Ali nimaš podjetja, ki ga moraš rešiti? No, Meghan Kelly, zdi se, da te je treba rešiti, in to je neverjetno žalostno. Spomni se, svetlolasa, slavna Američanka. Veš, kaj bi islamisti naredili z njimi? Veš, kaj bi se zgodilo z Meghan Kelly, če bi bila na protestu v Egiptu? Dobro veš. In je ponižujoče in ogabno biti nekdo, ki tako očitno želi pridobiti nekaj islamističnih gledalcev za svoj kanal. No, to je bila slaba odločitev z njene strani. In če še ni jasno, kje dejansko stoji, mislim, da smo zdaj vsi precej usklajeni. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.